Tako da vabim naslednjega referenta, Bojana Celfarja, ki ima tak tudi zgodovina za vse, za zgodovino naslov referata Moj zlatek, moja zlata živalca. To je vse v narekovajih. Prestopi pravoslavje zaradi razveze zakona in možnosti ponovne poroke. Kot vemo, da je Bojan Celfar veliko pisal že tudi o pravoslavju, po drugi strani imamo pa tukaj lepo navezo na tematiko, ki je tudi Cveren jo obdelal v tisti knjigi Boj za zakon. Boj za sveti zakon. Hvala lepa najprej za fajno najavo, za povabilo. Moj prispevek bo zelo lahkotne narave, na nekem visokem znanstvenem nivoju. Je po povezavi s tole knjigo, ki jo je napisal seveda Janez, Boj za sveti zakon, in me je dejansko preko tega tudi navdušil, da sem se sploh lotil te teme za doktorsko dizertacijo. V bistvu iz tega vidika prestopov v pravoslavno cerkev zaradi razveze zakona, seveda sem pa potem tudi vse ostalo še naprej obdelal. V času po veliki vojni je tudi v slovenskem prostoru bila vse bolj prisotna Srbska pravoslavna cerkev kot ena od dveh najmočnejših veroizpovedi v kraljevini. Seveda je imela tudi v Sloveniji največ vernikov srbskega porekla, med njimi so prevladovali častniki in drugi državni uradniki s svojimi družinami, a jih je kar nekaj pridobila tudi s prestopi iz drugih veroizpovedi. Tako je na primer v ljubljanski pravoslavni župniji med letoma 1920 in 1941 v pravoslavju prestopilo 1036 oseb, od tega kar 601 ženska. Izrazito najpogostejši razlog prestopa je bila možnost ponovne poroke. Enega takšnih primerov bom predstavil v nadaljevanju. Trgovčeva hči Marija Kunc, ljubkovalno imenovana Irma in skoraj 15 let starejši stotnik prvega razreda pri dravski divizijski oblasti Anton, ljubkovalno Zvonko, namreč ta imena bom v nadaljevanju uporabljal, Juvančič, sta se poročila po rimokatoliškem obredu 1.3.1920 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Pred tem sta se po Zvonkovih zagotovilih poznala 6, po Irminih pa le 3 mesece. Kmalu se jima je 18.12.1921 rodila hči Marija, ki sta jo ljubkovalno klicala Kikica. Se pravi, imamo zdaj Irmo, Zvonka pa Kikico v glavnih vlogah. Še leta 1923 iz Irminih pisem možu razvidna neomajna in brezpogojna ljubezen. V enem izmed njih mu je svojo ljubezen izpovedala takole, citiram: Moj zlatek, moja zlata živalca, kako je meni hudo, če bi ti vedel, kako me boli srček. Konec citata. Še bolj nazorno je svoje čustva zlila na papir v naslednjem pismu. Citiram: Moj zlatek, vse bi dala, samo da bi se lahko stisnčkala k tebi, kmalu pridi zlata krtačka in moja flukca, komaj že čakam na tvoj pusi. V mislih samo pri tebi te milijonkrat vroče poljublja, samo tvoj kuheljček. Konec citata. Vendar pa so se med njima kaj kmalu pokazale razpoke. Ljubezenska idila je hitro minila. Kaj je temu botrovalo? Seveda je vsak imel pripravljeno svojo zgodbo. Irma je zatrjevala, da je njun zakon kratko malo nesrečen. Poročila se je namreč kot mlado, neizkušeno dekle, naivnem pričakovanju srečnega zakona in večne ljubezni. Zvonko se je pred poroko kazal v najlepši luči, po njej pa je pokazal svoj pravi značaj. Nanjo je stalno vpil in jo zmerjal s prekleta in hudičeva baba. Zatrjevala je, da jo je večkrat tudi fizično napadel. Nekoč je jo vrgel na posteljo ter jo močno udaril po roki. Grozil je tudi z revolverjem in to, ko je v rokah imela njuno Kikico. Razbesnelega moža je uspel pomiriti šele njen oče. Tudi takoj po porodu je razsajal in se jezil zaradi neprestanega otroškega joka. Stalno je prepeval nesramne vojaške pesmi. Njenega očeta je zmerjal s šuftom, njena mati pa ga po njegovih besedah naj ne bi marala, ker se ni hotel približati in to, kot je navedla v spolnem smislu. Predno sta se poročila, je obljubljal, da bo kmalu postal major. Nekaj mesecev po poroki pa je v službi podal ostavko. Zato ga je njen oče zaposlil v svoji trgovini, ker pa od njega ni bilo koristi. Zvonkovo videnje vsega skupaj je bilo seveda diametralno nasprotno. Prepričan je bil, da vseh teh očitkov zagotovo ni napisala njegova žena, da pa jih je podpisala, citiram, je kriva njena ravnodušnost, nesamostojnost in pa vpliv in grožnje njenih starišev.
osobito matere, katera je tudi kriva najine ločitve. Konec citata. Zatrdil je, da svojega značaja pred poroko ni nikoli prikrival. Kot dokaz je navedel, da je še pred poroko kljub nevarnosti okužbe skrbel za celo družino, ko je ta zbolela za špansko gripo. Takoj po poroki sta srečno živela v svojem stanovanju. Ker je bil stalno v službi, Irma pa je bila doma veliko sama, sta se na njeno stalno prigovarjanje preselila k njenim staršem. Za 2 sobi in prehrano je mesečno plačeval 2000 kron. Toda kmalu je tašča svojo hči začela ščuvati proti njemu. Zase je priznal, da se res večkrat hitro razjezi, nikoli pa ni bil grob. Če sta se ženo kdaj skregala, je bilo vedno zaradi tašče. Citiram, katere deviza je bila Schwiegermutter Teufelmutter, ki me je vedno brekovala ter trosila lažnive vesti o meni proti moji ženi. Konec citata. Priznaval je, da Irmo med prepirom v jezi zgrabil za ramena, jo stresel in pahnil na posteljo, a hkrati zanikal, da bi jo udaril po roki. Zanikal je tudi, da bi grozil in meril vanjo s pištolo. Pojasnil je, da je med prepiri žena večkrat poskusila vdreti v omaro, v kateri je imel shranjeno orožje in od njega zahtevala, da se skupaj ubijeta. V eni od takšnih situacij je vzel iz omare pištolo, da bi naredil samomor, a ga je od te namere odvrnil tast. Zanikal je tudi razsajanje zaradi otroškega joka takoj po porodu ter pojasnil, da pa jo je res mogoče nekoliko preglasno ukaral, ko se je slekla v mrzli sobi, ker se je bal za njeno zdravje. Seveda je tudi zanikal prepevanje nesramnih vojaških pesmi, saj da peti sploh ne zna. Glede službe je pojasnil, da ga je žena moledovala, naj zaradi stalne odsotnosti v doma raje pusti službo, čež da bo oče odprl podružnico na reki, ki bi jo prevzela. Preprečevali sta ga obe s taščo ter obljubljali nebesa na zemlji. Na koncu je le popustil in dal ostavko le 3 mesece pred napredovanjem v majorja. Septembra 1921 se je pričel tastovi trgovini učiti za prodajalca, tas mu je zaupal, saj ga je velikokrat pustil samega v trgovini. Tudi stranke so hvalile njegovo prijaznost. Okrajno sodišče Ljubljana je 26.8.24 na podlagi sporazumno podane prošnje in skupne izjave, da sta se glede imovine in prehrane dogovorila, dovolilo ločitev od mize in postelje. Pri tem sta se tudi dogovorila, da njuna hči Kikica ostane v oskrbi matere na njene stroške. Zvonko se je nato preselil k svoji sestri v Maribor. Toda, tudi glede razlogov ločitve sta imela pripravljeno vsak svojo zgodbo. Irma je zatrjevala, da je Zvonko pristal na ločitev šele takrat, ko mu je tas izplačal dogovorjeno vsoto denarja. Citiram. Muž je bez karaktera, jer me je prodal kao jednu kravu na trgu. On je podpisao razvod na sudu samo pod tim uslovom, da mu je papa isplatio određenu sumu. Konec citata. Zvonkova zgodba je bila spet popolnoma drugačna, na ločitev in da otrok ostane v materini skrbi je pristal le zato, ker se je Irma zavezala, da se z otrokom vrneta k njemu takoj, ko dobi službo. Slednja je nekoliko potrdila kar sama. V pismih, ki mu jih je pisala po ločitvi, je edino rešitev videla v Zvonkovi ponovni pridobitvi službe, v enem od njih tudi namiguje, da volja po ločitvi ni bila njena. Citiram. Papa in mama sta neizprosna. Zelo veliko trpim doma zaradi moje žalosti. Vsak dan teže prenašam mojo usodo. Konec citata. Želja z njene strani po ponovnem skupnem življenju je večkrat nedvoumno izražena v pismih. Citiram. Kako malo sva premislila celo stvar, proklet naj bo tisti dan, ko sva podpisala ločitev, a vse bo pozabljeno, samo da bi bila skupaj. Konec citata. Tako se je Zvonko 18.9.1924 odločil odpraviti v Ljubljano in obiskati Irmo in Kikico. A se po njegovih besedah z njo ni mogel pogovoriti o ničemer, saj jo je stalno motila, kdo drug kot tašča, nazadnje pa mu je ta zagrozil, da ga bo vrgel stanovanja. Irma naj bi mu pred srečanjem uspela potožiti, da jo hočejo ponovno omužiti in da naj se nič ne boji, saj bo ostala zavedno njegova. Irma pa je v obisku povedala, da je zatrdil, da ne more živeti brez nje. Nato se je na njen predlog, da takoj odide z njim, začel izmotavati z neštetimi razlogi, kot naprimer, da nima kam iti, saj nima niti svoje sobe in tako naprej. Rekel naj bi tudi, da lahko pride živeti k njemu le pod pogojem, da ji njen oče mesečno nakazuje sredstva, da bi lahko od tega živela. Tako je postalo jasno, da jo želi nazaj izključno zaradi denarja. Zanimivo je, da si Irma še pred ločitvijo na prigovarjanje tašče dopisovala z nekim bogatim Dalmatincem, ki naj bi jo po pripovedovanjih sosedov nekega dne, ko je bil Zvonko v službi, tudi obiskal.
Irma je znanstvu sicer potrdila, zanikala pa je obiske. Ko je zvedela, da je ta Dalmatinec poročen, pa naj bi ga nagnala. Nato pa sledi prelomnica. Irma je skupaj s hčerjo Kikico 29.10.1924 prestopila v pravoslavno vero. Že naslednji dan je sledila vložitev tožbe za razvezo zakona pred pravoslavnim sodiščem Gornjekarlovške eparhije v Plaškem. Posledično je preobrat razviden tudi iz njenih pisem Zvonku. Piše mu, da nima več smisla prikrivati, da si je našla človeka, citiram, kateri mi je vsa sreča, kateri do danes nisem še skusila, on mi je vse moje življenje, sploh vse, konec citata. Tega mu v obisku ni mogla povedati v obraz, prosila ga je, naj ne prepričuje nasprotno ter ji dovoli poroko. V tem smislu tudi zaključuje tožbo. Citiram, ko sem se svojim možem sodno ločila od mize in postelje, pričenja zame nova faza življenja. Stara sem sedaj 24 let in je naravno verjetno, da v življenju pridobim simpatije za kakega drugega moža. V tem slučaju bi imela težke moralne pomisleke pričeti skupno življenje z drugim moškim. Zgolj tedaj, ako mi cerkev po svoji uvidevnosti omogoči v prihodnosti zbližanje z drugim moškim, to se pravi, da bi mogla skleniti zakon z drugim moškim, ki bi ga vzljubila, bi bila moja vest mirna. Konec citata. V naslednjem pismu iz novembra 24 ga izključno le še vika ter opozarja, da jo naj pusti pri miru, da si je svoje življenje že drugače uredila. Načeloma tudi v pravoslavni veri zakonsko zvezo lahko razveže le smrt, a ta poleg fizične smrti pozna tudi moralno ali religiozno smrt. Kot upravičene razloge za razvezo je takrat pravoslavna cerkev priznavala prišuštvo, smrtno nevarno sovraštvo, izstop iz krščanstva, daljšo odsotnost in obsodbo na dolgotrajen zapor. Irmina odvetnika sta pred sodiščem torej morala dokazati, da med zakoncem obstaja smrtno sovraštvo. Zvonko se z razvezo zakona tokrat ni strinjal. Brez odvetnika, ki si ga ni mogel privoščiti, je skušal zavrniti vse Irmine očitke ter poudaril, da so jo ločili njuni starši. Sodišče je prosil, naj tožbi ne ugodi, ter naj ji naloži, da se vrne skupaj z otrokom k svojemu možu. Zaključil z besedami, citiram, ne sme triumvirati krivica nad resnico in kovarstvo nad najino ljubeznijo. Konec citata. Medtem ko sta čakala na razsodbo, je Zvonko o dogajanjih poročala sosedova služkinja. Citiram. Vsi ljudje so se smejali enkrat v zvezdi, ko je naša gospa bila v kavarni. Ko so bili vsi tam, so se ljubili, poljubovali Alempijevič in vaša žena. Konec citata. Nek prijatelj mu je 20.12.24 na kratko sporočil. Citiram. Carinika sem videl včeraj v tretjič, je zelo suh, črn, pravi slabič, pač ne vem kako, da se ji more dopasti. Vaša bivša žena tudi zmerom bolj suha. Konec citata. Novega zaročenca po poklicu carinika naj bi Irma spoznala z materino pomočjo mesec dni po odločitvi. Eparhijski konzistorij v Plaškem je potem, ko je ugotovil, da pomiritev med zakoncema nikakor ni možna, 10.4.1925 pričakovano razvezal zakonsko zvezo med Antonom in Marijo Jovančič zaradi, citiram, neodoljive mržnje krivicom oba dvoga. Konec citata. S tem je pravzaprav obema dovolil vstopiti v novo zakonsko zvezo po pravnomočnosti sodbe in enomesečni pokori. Vendar se je Zvonko sicer neuspešno pritožil še na veliko duhovno sodišče srbske patriarhije, ki je 23.9.1925 seveda potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča. Tako so bile vse pravne možnosti izčrpane. Kdaj in s kom se Irma ponovno poročila, če se sploh je, iz ohranjenega gradiva ni razvidno. Z omenjenim carinikom Alempijevičem se zagotovo ni, saj se ta leta 35 med člani ljubljanske pravoslavne občine omenja kot samski. Si je pa novo življenje uredil Zvonko. Namreč nekoliko kasneje sicer, 5 let, 6 let, kot njegova bivša soproga, je 21.12.31 tudi on prestopil v pravoslavno vero, je že imel seveda razvezan zakon, in se takoj poročil čez 3 tedne z Pavlo Lavrenčič, pa tudi službo je takrat že imel, bil je namreč uradnik v tovarni streliva v Kranju. Hvala lepa.